Svetnikom na ti. Svetnikom na ti. Razmišljanje Gregorja Čušina. Ljuba moja sveta Mati Božja, sveta Marija, Marija Velika, Marija Snežna. Če bi danes sredi Rima, v začetku avgusta na vrhuncu poletja, ko zaradi vročine tam menda srečaš le potepuške pse in turiste, padal sneg, bi se oglasili vsi svetovni mediji. V poletnem pomanjkanju novic bi senzacionalistično poročali o globalnem segrevanju in klimatskih spremembah in posledično bi se v vseh večjih mestih na svetu zbrali vsaj okoljevarstveniki, še raje pa vsi, kot jim jaz rad rečem, profesionalni protestniki, ki jim sploh ni mar za kaj gre, samo da je shod in da se protestira. Transparente imajo vešče zrisane in spisane tako, da ne moreš razbrati, ali so za ali so proti, zakaj so ali proti čemu. In če jih poprašaš, odgovarjajo tako, da se mi zdi, da še sami ne vedo, ali so za ali proti, predvsem pa se jim še sanja ne, zakaj ne bi bili za kaj ali proti čemu, samo da imajo občutek, da so kar nekaj. Morda pa bi ta snegec sredi avgusta minil čisto neopažen in bi ga polizali sončni žarki in že omenjeni potepuški psi, še preden bi ga opazili tako turisti kot novinarji. Ko pa je v 4. stoletju v noči z 4. na 5. avgust sneg pobelil Eskvilin, enega od 7 rimskih gričev, so ljudje rekli čudež in tam postavili cerkev. In jo morda zato, ker sneg spada nekam v božični čas, posvetili Mariji. V Sloveniji ni sneg nič posebnega, tudi če pade avgusta. V Sloveniji pada marsikaj. In so tako nekoč, pa spet ne tako daleč nazaj, padale tudi cerkve. In je tako padla tudi cerkvica posvečena tebi, Marija Snežna. Na Kredarici, kjer sneg obleži vse leto, je kar čez noč obležala kapela, ki jo je dal postaviti sam Jakob Aljaž. In je trajalo 40 let, toliko, kolikor je izvoljeno ljudstvo blodilo po puščavi po prehodu skozi Rdeče morje, da je zopet zrasla. Pa ne bi o Rdečem morju, ne o belem snegu. Je to pretežka tema za počitniški avgust. Ljuba moja Marija Snežna, obilo žegna ob tvojem godu, pa nam ga vrni, da nas bo osvežil in ohladil kot sneg sredi avgusta. Gregor.